Nov predlog zakona o pravilih v cestnem prometu ponovno predvideva povišanje kazni za prometne prekrške. Mariborčani imajo okrog vnovičnega povišanja kazni precej mešane občutke. Kazni v cestnem prometu naj bi se ponovno zvišale. Kakšen je mogoče vaš komentar na to? Ja, mislim, da je prav, voziti se je treba po predpisih, to je to. Ja, ni vredno, ne. Mislim, ker plače so nizke, kazni pa se višajo, ne. Se nismo v Nemčiji, mislim. Ja, pravilno, sploh pa alkohol pa mobitel, ne, ker si v telefonu pa povoziš koga. Vse te kazni so brez veze, če policistov nikjer na cesti ni. Take so moje izkušnje, ne. Mislim, da bo vse isto ostalo. Če se pač hočeš hitro ali pa pit peljati, pač tako bo. One lahko višajo, kakor hočejo. Pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poudarjajo, da je višanje kazni zgolj en ukrep, ki je velikokrat v praksi premalo učinkovit. Če iz statistike gledamo, nekaj je zagotovo, je nekaj vplivov. Vendar so tisti povratniki, ki jim nobena kazen ne zaleže, in za te povratnike bi zagotovo bilo potrebno neki drugi ukrepi, morda po zgledu tudi zahodnih držav več tega družbeno koristnega dela ali kako drugače. Trlepova tako poudarja, da bi bilo treba več narediti na področju vzgoje. Mladi vozniki so namreč netolerantni in ne znajo spoštovati cestnih predpisov. Torej, na splošno ugotavljamo že dalj časa, da je vozniška kultura slovenskih voznikov na dokaj nizkem nivoju, vendar se sprašujemo, zakaj ravno pri nas, ko pa prestopijo mejo, vsi znajo spoštovati predpise. Na generalni policijski postaji kljub temu opažajo, da število smrtnih žrtev v zadnjih letih precej upadlo. Letos je življenje izgubilo že 89 ljudi, medtem ko jih je lani v enakem obdobju 120.